Lepo pozdravljeni v novi epizodi Pevcasta. Danes imamo novo alumni zgodbo in sicer sta z mano Lea Arzenšek in Blaž Zupančič, dva študenta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in dva učitelja, vsak na svoji stopnji, tako rekoč. Pogovarjali se bomo o njunih izkušnjah na poti, ki sta jo v bistvu prišla od študenta pa do učitelja, se pravi do delovnega mesta. Najprej lepo pozdravljena, pa bi vas za začetek prosila, da se mogoče predstavite, kaj ste študirali, kaj poučujete, kje. Jaz sem Lea, sem študirala na Pedagoški fakulteti, torej sem dvopredmetni učitelj, vezava biologija pa kemija, zdaj pa učim na osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Tako, jaz pa isto, so bila sošolca tudi z Leo. Je bila pa ta razlika, da potem Lea šla na magistrski študij dvopredmetno, jaz pa enopredmetno kemijo. In potem tudi posledično temu lahko različne mičke zaposlitve izbiraš. Super. Mogoče bi se najprej dotaknili malo vajine študijske poti. Kako to, oziroma kaj je potrebovalo vajini odločitvi za dvopredmetni študij na naši fakulteti? Za mene je bilo to, da v bistvu jaz sem že od malega bila v tem naravoslovju, v neki biologiji in mi je to pač res blizu, že tako po naravi. In jaz sem v bistvu tudi srednjo šolo veterinarski tehnik zaključila, tako da pač je bilo res zelo biološko naravnano moje izobraževanje. Potem sem se pa malo odločala, kaj bi šla za naprej in sem ugotovila, da mogoče je pa pedagoška pot tudi ena taka stvar, ki mi precej leži in seveda to naravoslovje je potem bila logična izbira biologija pa kemija, tako da načeloma sem se pa zaradi tega tudi odločila za to pot. Pa ti, Blaž? Je zelo podobno. Jaz sem že precej malo vedel, da bi bil učitelj, da bi poučeval. Sicer na začetku, recimo, ko sem bil še gimnazijec, v gimnaziji sem bolj razmišljal, da bi biologijo učil. Mi je bilo to vedno takrat, se mi zdi, v gimnaziji mičkeno bliže. Potem sem pa v resnici, ko sem se odločil v 4. letniku, kam bi se vpisal, je bil tukaj zraven tudi faktor zaposlitve. Sem razmišljal, da bi najprej študiral samo biologijo, ampak sem potem, mislim, da tudi mami takrat celo predlagala, dvopredmetno. Dejansko tudi širša zaposlitev, nisem takrat točno vedel. Sem rekel, biologija, to bo moje ta glavna, zraven je pa še kemija padla. Ampak sem zelo vesel, da sem se za to odločil zaradi tega, ker tekom študija se je povrnil. Da sem po zaključeni diplomi izbral samo kemijo naprej. Nov interes prišel spet. Ker sem ugotovil v resnici tekom študija, da me zanima premajhen delež kemije, biologije, da bi bil dober profesor biologije. Kemija mi je pa zelo prirasla k srcu, pa sem padel noter predvsej v to. Jaz, ko se pogovarjam, ker tudi ne poučujem dvopredmetne učitelje, pedagoške predmete, pa se doskrat pogovarjamo o tem, kaj so vaše izkušnje prej, a vas je kak učitelj, učiteljica morda navdušil za posamezen predmet, ker doskrat slišimo, da, ali pa tudi iz lastnih izkušenj, če učitelj zelo dobro pristopi k predmetu, potem te zna zelo navdušiti, če pa ne, pa malo manj. Ste imela mogoče kako tako izkušnjo? Jaz že v osnovni šoli sem imela super učiteljico biologije in kemije, tako da ona me je tudi zelo navdušila na to in zelo dobro mi je razložila stvari, tako da sem jih tudi razumela, sem lahko nadgrajevala znanje, ki mi ga je ona dala. Potem pa tudi v srednji šoli je bila učiteljica, oziroma učiteljici za biologijo pa za kemijo, ki sta tudi super razložile, snov super pritegnile. Mislim, definitivno pomaga, da je tudi mene to zanimalo, ampak kako so one to povedale, se mi ni zdelo tako, da je to nekaj groznega, da je nekaj težko učiti tako stvar. Mislim, sicer je pač zahtevno, ampak tako sta oni dve to predstavili, oziroma pa tudi ta moja učiteljica iz osnovne šole, sem pač dobila tudi jaz to samozavest, da tudi jaz lahko nekaj takega naredim. Pa če znajo vzbuditi interes, da pokažejo same z entuziazmom, navdušenjem, če želiš nekomu razložiti, da razume, najbrž čist drugače doživeti na drugi strani. Tudi pri tebi mogoče je bila? Ja, zelo podobno. Jaz bi rekel zelo izrazito, je bila profesorica biologije, kemije v osnovni šoli in mogoče me je pri njej nagovoril zelo ta, kako bi rekel, pristop do učencev. Spomnim se čist uživo, recimo prvo uro kemije v 8. razredu, ko smo imeli, pa šla v razred, pa je rekla, prva stvar, da ne bo kdo mislil, da sem jaz pametnejša od vas. Jaz to pa to snov že toliko let ponavljam in valjda mi je jasno. Vi se pa s tem prvič srečujete,
In valjda, da bojo težave. Ne? In recimo, takrat se spomnim kot študent, sem rekel, wow, ne, se pa res. Ne? In mi je bilo tako, mislim, kot oseba, pa tako ta pristop. Me je nagovoril, sem rekel, jaz bi pa tudi to delal. Ne? In sem videl, da se takrat pol to začel v moji glavi vrteti, da jaz bi pa tudi profesor. No pa lahko zdaj bom tebe kar naprej vprašala. Zdaj vem, da je študij strukturiran tako, da v prvem letniku imate pravzaprav samo strokovne predmete, ne? In v drugem letniku pridem jaz, ta prva pedagoški predmet. A je, včasih je tu kakšna, ne težava, ampak mogoče nek preskok po tem, ker je tukaj stroke na začetku. Sta imela kakšne težave s tem pedagoškim delom? Mislim, sicer sta oba dva povedala, da sta veselje v tem pedagoškem delu, ne zgolj samo v stroki, ampak a so se tu pojavile kakšne težave, kakšni problemi pri teh pedagoških predmetih? Kaj pa vem, zdaj res je, ja, v prvem letniku se praktično tukaj na najni vezavi gibaš ali na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ali pa na biotehniške fakultete. Ne. Smo tukaj na pedagoški zelo malo in pa pride ti pedagoški predmeti, ampak kaj pa vem, bi rekel, da ne, mogoče, ne, med študenti na začetku, kaj pa zdaj to rabimo mi tukaj poslušati, ne, kaj nam bo zdaj to koristilo, neka mlatenje prazne slame, ne. Jaz še osebno zdaj govorim za sebe, bi rekel, da ne, zaradi tega, ker mene nasplošno te stvari te pritegnejo, ne, ker tudi ti, če se izobražuješ za poklic učitelja, rabiš te stvari, ta vidik še znati. Ne, se pravi, sam ta strokovnost ni dosta, ne, ker zelo hitro se mi zdi, da pol lahko padeš ali pa se ujameš v neko zanko, da si invalid, ne, vidiš samo tako, neko strokovnost, neko kemijo globoko, ne, ampak ti delaš to z učenci, dijaki, ne, in je treba imeti tudi znanja iz teh. Ne, tako da meni osebno ni bilo, no, mi je bilo celo plus zanimiv, zaradi tega, ker sem tudi jaz človek tak, da imam rečirino. No, ja, jaz se strinjam, no, čeprav moram reči, da meni osebno so bili veliko bolj pri srcu te predmetno naravnani pedagoški predmeti, torej didaktike, biologije, pa didaktike, kemije, ne pa tako kot splošni. Ampak ja, tudi pri tistih sem se naučila kakšno stvar, tudi je kakšna stvar, ki mi zdaj pomaga mogoče, ampak definitivno je bilo pa pač fajn slišati nekaj, no, čeprav se ti takrat zdi, da res ni zares uporabno. Ne. Definitivno je to res, ne. Lahko si ti zelo dober strokovnjak, pa nisi dober učitelj, ne. Ja. Pač rabiš tudi pedagoško znanje zdrave, mi pa da včasih se treba malo potruditi v tej smeri pokazati, kako se bo to pedagoško znanje zdaj potem obrestovalo ali pa uporabljalo lahko v praksi. Ja, točno tako. Ja. Včasih ne vidiš tistega, kar ti nekdo hoče povedati, kak je dejansko uporabno, ne? Če ti pa nekdo bolj praktično pokaže to, pa dobiš pol malo tega spoštovanja za take stvari. Za te pristope. Mogoče tudi, če drugega ne, te pedagoški predmeti ti odprejo nek pogled, da sploh veš, kaj vse je treba še poznati iz tega vidika. Ne? Ker recimo, če bi kar na pamet govoril, ta pedagogika, vse trivialno, ne? Tako to vse vemo, ne? Ampak recimo te predmete, teorijo vzgoje, pa potem kakšna sociologija, psihologija, takšne zadeve odprejo neka vrata, ne? Da ti pol vidiš sploh, kaj še vse je. Ne? Da tudi recimo pol kot učitelj se ti znaš, ko si na delovnem mestu, v določenih primerih obrniti na temu primernem strokovnjaka, recimo, ki v šoli več ve kot ti. Ne? No in zdaj, če nadaljujemo v tej smeri, ko ste začeli s prakso, sicer v višjih letnikih, se začne praksa, kako je se pokazalo to in to stroka, kar ste pridobili, in potem, ker seveda na fakulteti pridobivate teoretično znanje, pridobivate tudi praktične izkušnje, ki pa dozorijo potem, ko dejansko pridete na šolo. Kakšne ste imeli izkušnje s prakso? Izvoli. Ja, pozitivne, bi jaz rekel. No, zdaj, prva stvar, ki bi jaz tukaj izpostavil pri pedagoški praksi, je zelo odvisna od mentorja na šoli, ki ga imaš. Ne. Zdaj, recimo, lahko ti mentor zelo veliko pusti, ne, pa te vrže, ne, zdaj pa deli, lahko pa res tiste minimalno, ne vem koliko, 4-5 ur, ki jih moraš odvoditi v tistih 14 dneh, ne, odvodiš in pojto to. Ne. Tukaj, prva stvar je tukaj zelo tako. Ne. Zdaj, prvič, ko stopiš v razred, mičke ni tako, ne veš, kako bo zdaj to, ko imaš razred pred sabo, ne, učence, ne veš točno, kaj pričakovati.
Ne? In tukaj se počutiš mičkan bozga, ampak si drugače ne moreš začeti. Pač moraš biti vržen na to. Je pa tukaj, itak so te pedagoške prakse ponavadi v okviru nekega predmeta, didaktičnega predmeta in si ponavadi zelo voden. Tudi iz strani fakultete oziroma imaš vso podporo. Ker tudi recimo narediš učne priprave in potem z asistentko zraven preveriš, a je to zdaj, kar boš delal kaj bi lahko izboljšal, recimo kakšne eksperimente, tako. Tako da si tukaj voden, ni tako, da bi bil vržen. Pridete pripravljeni na prakso. Tako, prideš pripravljeni na prakso, je pa sigurno pride neka razlika med teorijo pa prakso, ampak to pa vidiš. Ja, jaz se s tem strinjam, bi pa še mogoče izpostavila to, da mi pridemo tja za 2 tedna, naša praksa traja 2 tedna v šolskem letu in otroci nas ne poznajo, mentori, zdaj, če smo omejeni na kakšno ne vem, na kakšen kraj, ker v 3. letniku smo bili omejeni na Ljubljano, pa ne poznaš mentorjev, pa ne poznaš tako in se pač velikrat izkaže, da otroci so veliko bolj pridni, če so z nekom, ki ga ne poznajo, pa če je več učiteljev v razredu, pa tako, potem ko pa sam začneš učiti, pa ko del časa učiš, spoznaš otroke, oni vidijo, kako lahko tebe malo testirajo in tako, tako da na pedagoški praksi se tega tega vidika ni toliko izpostavljenega, je pa potem spet izpostavljeno, kak te časovni okvir, kako postaviti za šolsko uro, kaj je fajn narediti, kako evalvacijo narediš in kaj takega. Tako da v tem smislu je zelo fajn, ampak kot je Blaž izpostavil, tudi od mentorja je veliko odvisno, koliko ti pusti in koliko te tudi on vodi oziroma koliko te je pripravljen voditi. Je pa res, da tudi je zraven mentor, tako ste rekla, pri učencih se to pozna prvič zanimivo, ker je nekdo na novo, že zaradi tega bolj prisluhnejo, ko ste med prakso tam, ker jim ni še to nujno, tam ste samo začasno, ponovadi ne plus mentor je zraven ali pa še kdo in je to neka prezenca spet, ki drugače vpliva, za razliko najbolj od potem izkušnje, do katerih še pridemo. Sam to sem hotel, da se strinjam zelo, recimo ta vidik se mi zdi zelo zanimiv. Isto, ko hodiš na kakšne hospitacije, gledati profesorje, včasih ne dobiš čista prave ideje, zdaj kako je, ker tudi mentori, pač učitelji na šolah takrat vejo, da jih ti kot študent. In tista ura je takrat ponavadi, mislim, tako, kar se pričakuje, mogoče mičkan več naredi, kar bi pa sicer, in hoče pokazati neko, kako se zares dela, ampak tako da je tukaj mičken. Ni pa potem vsaka ura taka ura, kot ste mogoče videli. Tudi na praksi oni, oziroma pač te naši mentori, oziroma tudi učitelji, asistenti stremijo k temu, da pač čim bolj zanimive ure naredimo, ampak ko si pa v praksi pa vidi, da pač ne moreš vsake ure narediti tako aktivne, pa tako atraktivne, ker pač nekatere stvari so pač samo niso tako zanimive, niti za otroke, niti za nas, moram reči. Tako da pa itek se uporablja treba različne, se tudi tega aktivnega preveč bi se naveličali, pa potem spet ne bi bilo istega učinka. Mogoče bi izpostavila, kaj ste recimo, kaj vam je bilo tekom študija, to je nekaj specifično dvopredmetni študij, kaj takšnega, kar vam je posebej ostalo v spominu recimo iz časa, ko ste študirala. Ja, jaz bi rekel recimo to najbolj ta širina, ki jo dobiš. Mi študenti recimo teh dvopredmetnih, sploh biologija, kemija, smo res razpršeni med 3 fakultete. Smo tukaj na pedagoški, tam na FKKT, pa na biotehniški in vsaka fakulteta deluje mičk na drugačen način. Tukaj smo bolj pedagoško, bolj družboslovna, tam naravoslovje in imaš tekom študija stika res z ogromno enimi strokovnjaki na najrazličnejših področjih. In zelo veliko študentov se pol tudi recimo tekom tega študija najde mogoče na kakšnem področju, kjer je prej mislil, da ga sploh ne bo. Glede zaradi tega, ker ne veš vse, kaj obstaja in tukaj so ti odprta, zelo tako na široko zastavljeno vse. Tako da jaz bi to rekel, to mi je najbolj v spominu, ostala ta širina. To bi jaz izpostavil. Če se navežem na Blaža, tudi različni profesori, ki imajo različne načine poučevanja in se lahko mogoče tudi naučiš, sploh recimo, kaj bi rad, da bi delal sam kot učitelj in pa tudi mogoče tudi, kaj ne bi rad delal kot učitelj. Bi pa jaz rekel, da v bistvu so mi zelo... Moram reči, da smo imeli zelo srečo, ker smo imeli takšen razred, da so mi tudi ljudje zelo ostali v spominu, torej moji sošolci. In sem zelo vesela, da sem lahko z njimi delila tudi to izkušnjo, ker
Ja, to je le neko dolgo obdobje, v katerem se pač ti učiš in spoznavaš nove stvari, in je zelo fajn, da imaš pač ob sebi ljudi, ki jih zanima isto, na katere se lahko obrneš. Sej tudi izpostavljam profesorje, da so tudi profesori bi taki, da se lahko na njih obrneš, da se lahko zaneseš, da jih lahko vprašaš. Tako da to bi jaz izpostavila mogoče. Absolutno se strinjam, ker v bistvu učitelj tako nastajaš, in definitivno so to izkušnje z večjimi, ko pridete v stik, bolj prepoznavate različne in stile, poučevanja, metode, oblike, vse kako se obnese in se tvoriš, to bi, to ne bi, to mi je všeč, to nisem jaz, to ni moj stil. To povezovanje v razredu, se pravi v letniku, se mi zdi pa to zelo pozitivno, upam, da ohranjate stike še naprej, ker včasih kakšna stvar samo za predebatirati, toliko že enkrat delate v praksi, pa seveda, če imaš nekoga, s katerim lahko predebatiraš, je velik plus, še izven tega. Ok, in pol sta se preslikala iz vloge študenta, ker sta mogla pa prestopiti tisto prakso in v bistvu prevzeti, vajeti v svoje roke, postati učitelja. Zdaj, Lea, ti si rekla, da na osnovni šoli poučuješ. Kako se spomniš svojega prvega dne? Ja, jaz zdaj sicer sem zaposlena kot pripravnica, tako da imam mentorico, s katero delam, ampak moram reči, da pač tisti prvi dan, ko sem prišla, sem imela kar precej treme, precej sem bila nervozna, tako mislim, da sem bila mogoče še celo malo bolj nervozna, zato ker sem imela mentorico, ker sem vedela, da me bo nekdo skozi opazoval, pa ne vem, kakšno kritiko podal ali pa kaj takega, in če pač nimaš nobenih, pač zelo omejene izkušnje, je to še toliko bolj stresno, ja. Tako da, ampak moram reči, da načeloma smo zelo majhna šola, tako da je tudi na tem, oziroma pač na tem področju me je malo manj skrbel, ker tudi jaz sem vedno iz male šole prišla, sem šla za eno malo šolo učiti in mi je to veliko bolj blizu, kot pa če bi prišla na veliko šolo, tako da to je malo mene pomirilo. Drugače pa ne vem, no. Zelo se moraš pripraviti oziroma moraš pričakovati tudi nepričakovano, ker tudi učencev ne poznaš, razreda ne poznaš, ne veš, kako se bojo obnašali, ne veš, ali imaš mogoče kakšnega problematičnega, ali pa kako se soočati s takimi, ki so problematični. Saj mogoče pač tisti prvi dan ne pokažejo, recimo, če je kakšna takšna situacija. Ampak ja, definitivno je bilo tisti mogoče prvih 14 dni tako največ prilagajanja oziroma kako se pol sploh jaz postavim pred njih, kako jaz sebe predstavim kot učiteljico, tako da zdaj pa se mi zdi, da je že to počas postavljena ta in avtoriteta in kako jaz sebe vidim in predstavljam. Ja, vidiš, vsebine teorije vzgoje. Ja. Takoj se je pokazalo, treba avtoriteto spostaviti, treba postaviti pravila, treba ugotoviti, kako, in seveda ni receptov v vzgoji, to je prva stvar, ko se tudi na fakulteti zagotovo naučimo, moraš videti, kaj pri komu deluje, kako je. Sam še, da še tebe vprašam, da dokončaš, mogoče se ti zdi, da te je si pridobila kompetence, ki so potrebne za delo v osnovni šoli, imaš občutek, da seveda vemo, da se treba postaviti kot učitelj, da pač prvo leto uvajalno, to je obdobje idealnih predstav in potem obdobje preživetja, če govorimo o nekem profesionalnem razvoju, ki se namenoma tako imenuje, ampak se ti zdi, da si pridobila kompetence, si se počutila nekoliko strokovno samozavestno ob vstopu v šolo? Ja, bi rekla, da v večini zato ker, tako smo že prej omenila, vsaka praksa je dobra praksa in ti prinese nekaj. Je pa res, da v bistvu več kot delaš, več kot sam nekaj narediš, ne da bi te drugi vodili, več se potem sam tudi naučiš. Ampak ja, definitivno je v bistvu pač neka pripravljenost je, sploh mogoče kar se tiče delanja nekih učnih priprav, pa načrtovanja aktivnosti, pa tega, da pač moraš vedno biti pripravljen na neko stvar, kako se pa dejansko soočati mogoče s kakimi neprijetnimi situacijami, ki se dogajajo v razredu, to bi pa rekla, da ni bilo tako prisotno oziroma pač tekom študija oziroma tekom prakse se nismo tako dotaknili tega, ker se tudi nismo mogli, kot sem rekla, tisti 14 dni. Se ni taka situacija zgodila na praksi, pa pol ni te konkretne izkušnje. Tako da, take stvari pa pol sem pridobila tekom tega časa, ko sem zdaj tam. Hvala.
Blaž, ti delaš na gimnaziji, malo druga populacija, a ne? Mogoče tudi malo drugačen začetek, pa če opišeš še svoje izkušnje. Ja, mislim, zdaj pri meni tudi, mogoče, ne vem, ena stvar, ki mi je ostala v spominu, je bolj to, ne, da jaz delam zdaj na gimnaziji, kjer sem tudi sam maturiral. Ne? In je pol mičkrat tako zanimiv občutek, ko prideš nazaj, ne? Recimo po 5 letih rečeš živijo. Ne? In ne vem, nekako te svoje zdaj kolege, ne? Moraš mičken, malo drugače gledaš, ne? Začneš se tikati, prej sem imel neko autoriteto na tabo, zdaj si na isti. Ne? Tako da to je recimo ena stvar, mogoče, ki je bila meni, ne vem, da sem mogoče mičken več treme, kot pa celo pol stopil v razred. Ne? To prvo. Aha, vstopiti med svoje bivše med svoje bivše, ja, med svoje bivše profesore, ne? Ampak itak to pa zelo hitro, ne? Te sprejmemo med sebe, pa je zelo prijetno, pa tako zanimiv občutek. Zdaj, kar se tiče pa razreda, pa ne vem, zdaj tak te prve ure, recimo na začetku leta so vedno tako, da se bolj predstaviš, ne? In mogoče, če se ne osredotočim čisto na samo 1 uro, ampak na začetek svojega poučevanja, kakšen sem imel predstavljal, pa kaj je bilo, mogoče, da prideš zelo ambiciozen, ne? Ti kot očitno začetnik, ne misliš, da obdobje idealnih predstavljanja. Tako, ne, sem pa jaz prišel sem, ne, da bomo pa to, pa zdaj, ne, čist drugački, da zdaj bomo pa, ne, tak odnos, pa tako in pa zelo hitro dobiš tista realnost, ne, kad te zadanim, miška nazaj stopiti, malo povratno informacijo, tako da mogoče to, mogoče ta vzhičenost na začetku pa sicer zelo hitro mine, tako da mogoče je to tista stvar, ki bi jo jaz tukaj izpostavil. Kaj pa ti misliš, da si bil pripravljen, si imel občutek, da si pripravljen in pridobljene kompetence za delo? Ja, jaz to mislim, da precej, no. Ker tudi recimo tekom študija sem se sam precej poglabljal te stvari in tudi zelo veliko ti tukaj na pedagoški fakulteti iz teh strokovnih predmetov dobiš, ne, tako položeno, sploh kar se tiče tega materiala, recimo, ne, ker tukaj na fakulteti res je ogromno enih raziskav, recimo napačne razumevanja učencev, dijakov, ne, in greš že z mislijo na to, ne, da ti veš, če jaz tole pa tole razložim tako, bojo mogoče razumeli oni tako pa tako, ne, recimo dobiš ti, ne, takole pa takole se to preseže lahko, ne, pa nek material na začetku, recimo, ne vem, navodila za kakšne laboratorijske vaje. Ne. Sicer eni pravi, da to ni dobro, da na začetku ti dobiš, ne, da si mora vsak sam ustvariti, ampak meni se zdi za začetek, ne, ko ti začneš učiti, imaš tukaj enih stvari, v katerih razmišljaš ti kot profesor, da to, da imaš ti nek učni list z laboratorijsko vajo že narejen, je samo plus. Ne. Ga itak lahko potem ti čez 5 let spremeniš, ne, ker imaš določene stvari bolj pod streho. Ne, se temu reče. Imaš panike, ne? Ja, da ni takrat, da je res, da si vržen, ne, da pa plavi, recimo, če ne bi imel teh materialov. Recimo, ne, ker je študij zelo tako usmerjen, da te na to pripravi. Ne, tako. Da jaz bi rekel, da smo precej kompetentni, no, ko stopimo v razred. Tekom študija, kaj pa sebi tako presenetili, sta se kdaj vprašala, kaj pa jaz delam tu, je bil kak tak trenutek presoje. Ne vem, imaš ti kako tako jaz zelo? Ja, po moje ne. Da bi tako kaj presenetili, negativno sploh ne, da bi rekel. Zdaj pa tako mogoče, recimo, no, to je ena stvar, ko sem se odločil za ta faks, potem, ko prideš študirati, sem mislil, da bo lažje. No? Tako, čisto mogoče smo, bi lahko verjetno to kar potrdili večinoma, ko smo se pogovarjali tudi kolege, ne, misliš, ok, to pa to, ne se kaj pa rabšti, ne, v osnovni šoli učiti, ok, malo bomo tisto gimnazijsko kemijo pa biologijo ponovili, malo pedagoških predmetov, pa je to, ne. Potem pa kar ne, te predmeti pač na FKKT, biotehniški, tudi tukaj na pedagoški, ni to kar tako, ne. Pričakuje človeka in tudi to, ne, se mi zdi, da en profesor se mi je to povedal, pa ne vem, kdo točno, tukaj na pedagoški, pa tam, ne, da če hočeš biti dober profesor, 1/3 tega znanja, ker ga imaš, ne, mislim, 1/3 znanja daš naprej. Ne moreš ti znati zdaj to, kar daš naprej, ker te tudi učenci ali pa dijaki zelo hitro okrog obrnejo. Mora biti neka večja širina, zagotovo, ne, od tistega, kar je dejansko poučevanje. Sigurno. Sam sekundo, o čem smo zdaj govorili. Če kakšna posebna zadeva bila, ki te presenetila? Ja, mene v bistvu bi rekla, da mogoče sem pričakovala malo več prakse, tako da priznam, da sem malo razočarana nad tem, da je pač toliko malo prakse. Razumem, da je pač veliko stvari, veliko predmetov, ki se jih moramo naučiti, pa veliko usklajevanja, ne, ki pride do tega, da pač sploh lahko neko prakso izvedemo. Ampak sem pričakovala, da bo malo več prakse in pa enako, da bo malce lažje, ampak
Ne, sej pol se izkaže, da če delaš, če poslušaš, da pač vse gre skozi, ne, ampak ja, vidiš pa, da veliko znanja, ki ga pridobiš za svojo širino, ne pa za to, da boš ti podal, sploh v osnovni šoli, no, za mene. Je kar potrebno. No. Ja. Sploh tukaj na gimnazijski ravni, ki je mičken obseg pol kemije, mičken večji, moš kar imeti neko tudi strokovno znanje, drugače širino, ja. Drugače to ne gre skozi, tako da absolutno mora biti nivo, kaj pa je zagotovljeno. Zato pa je tudi študija, ne? Tako. Treba študirati, ni samo šola. Tako. Mogoče sam da pokomentiram prakso, ker sem sicer tudi koordinatorca na drugi smeri, ne pri vas, ampak veliko se pogovarjamo o študenti, fajn bi bilo več prakse, včasih pa sicer tik preden grejo študenti na prakso, pa dobimo vprašanje, koliko ur pa moramo biti mi na danu, a bi zdaj si želeli veliko prakse, potem bodite, kolikor vam pustijo, sicer pa obveznost je toliko. Ampak jaz pravim, meni se zelo fajn zdi, če študenti jemljajo kot prakso tudi vsako seminarsko predstavitev, vse, kar je treba delati pred kolegi študenti, je v bistvu kot mini nastopa, ker ti ravno takrat tudi, če predstavljaš nekaj, moraš znati motivirati, ni važno, ali je tebi tema zelo blizu ali ne, se moraš dobro pripraviti, da jo predaš s ciljem, če hočeš biti dober učitelj, tudi tam, da bodo razumeli, kaj imaš za povedati. Zdaj, tema ni tukaj v tej točki pomembna, kot to, da se ti naučiš tudi tega. Da v bistvu je na ta način, če še to pogledamo, je to kar nekaj prakse. Ne vem pa, da moramo spodbujati k temu, da se to gleda. Itak je skupina študentov nekoliko drugačna, pač seveda so tam z drugimi razlogi kot pa učenci, pa dijaki, pa vendar je to mogoče tudi se malo urite v nastopanju. Kdaj to nastopanje predstavlja težavo, se pravi nastopanje? Prideti najprej tukaj na fakulteti mogoče, predstaviti seminarsko pred kolegi, pa potem vstopiti v razred, pa biti pred učenci oziroma dijaki. Ja, bi rekel, da absolutno meni osebno teže pred kolegi, zaradi tega, ker vseeno, veš, oni vejo, enako kot ti, in zelo hitro lahko kaj zazna, to pa ni bilo. Za kako besedo te potegnejo. Sem to, da se vrnem še nazaj glede prakse, da je tudi precej, preden imaš sploh to pedagoško prakso, že pri kakšnih predmetih, ne vem, greš tekom med laboratorijskimi vajami recimo v šolo, pa izvedeš to pa to delavnico, tako da tam je nek uvod. Ampak ja, bi rekel, težje pred kolegi, ker dobiš tudi bolj konstruktivno pa nazaj kritiko lahko, kot pa pred učenci ali pa dijaki. Ja, jaz z samim nastopanjem načeloma nikoli nisem imela večjih težav, ampak se pa strinjam, da pred nekom, ki ve enako kot ti, ki ve pač, bo zaznal takšne male pripetljaje, ali pa kakšno napako, ali pa kaj, ki sam ne slišiš, da kakšno napako narediš, je veliko bolj stresno. Ker pa če so otroci, sam rečeš, joj, se upravičujem, narobe sem povedala, in oni to pa kar pozabijo. Tako da je definitivno težje pred kolegi. Je pa tudi to praksa, Ja. Nastopanje, se pravi več kot teh predstavitev, tudi se nekako pripravljaš na delo. Tudi ta učiteljski poklic se mi zdi, da ti nudi nek oder na delovnem mestu, v narekovajih nek oder. Tako da to marsikdo, ne vem, sem da je poslušal koga, da reče, da zavida to učitelja. Ker imaš nek oder, ker prideš ti, zdaj je kakšna nevarnost tukaj, da pol kakšen učitelj ali pa profesor to pol, ne vem, svoje travme čist čez to, ampak načeloma pa je nek oder in če ti to paše, je delo super. No, evo, ste lepo pripeljali do bolj pomembnega zaključnega vprašanja, kako je biti učitelj danes. Veliko je govora v zvezi s tem, ne vedno v pozitivni meri. Jaz sem pedagoški optimist, jaz vidim vse to v neki pozitivni luči, oziroma v smislu, da pač, če hočeš, se da. Pa me zanima, kako vidva zdaj, ki sta zdaj trenutno v tej situaciji doživljata to vlogo. Ja, jaz mislim, da je meni super. Jaz bom tako rekel, meni je super. Če si človek, zato se mi zdi, da je to poklic in meni niti eno sekundo ni žal, da sem na tej poti. Sicer je, zdaj sicer jaz poučujem v gimnaziji, je spekter dijakov mičken drugačen kot v osnovni šoli. V osnovni šoli imaš ti vse, od tistih, ki po osnovni šoli zaključijo šolanje, do tistih, ki bojo doktorirali. V gimnaziji imaš pa ti, je pa že eno sito vmes. In načeloma dobiš mičken bolj, kako bi rekel, ambiciozne dijake, tako da je tukaj iz tega vidika, bi rekel, ni toliko težav, sploh teh vzgojnih. Ampak tudi jaz bi rekel, da sem optimist. Ni toliko
črnoho, kar mogoče včasih hočejo predstaviti. Se mi zdi, da ne. Sicer se spreminja se, ne, ampak ta razkorak med starejšo pa mlajšo generacijo bo vedno prisoten. Pa če gledamo 2000 let nazaj ali pa zdaj, zdaj več te elektronke, IKT, ampak je tudi treba to obrniti v smislu, se pravi, obogatitve nekega pedagoškega procesa. Tako da jaz bi rekel, da ni tukaj nobenega strahu ali pa drame, da bi bilo nekaj drugačne. Sicer so generacije drugačne, mičken drugačne prioritete, mogoče včasih, ampak ne vidim jaz o tem. Tudi družba je drugačna in konec koncev te dijaki, učenci, ki so zdaj bojo, so najbližje odraščajo temu, kar bo v prihodnosti. Jaz vidim, da vam v teoriji vzgoja ogromno ostane, ker so spremenjeni. Jaz sem odlična profesorica. To vidim, da so te vsebine, čeprav mogoče ga niso tako všeč, da to vse ostane. Super. Jaz bi rekla, da pri nas je v osnovni šoli vzgojni vidik seveda zelo prisoten, ker pač, tako je Blaž rekel, imaš vse učence, od tistih, ki pač, zdaj za sebe govorim, ko poučujem naravoslovne predmete, veliko je takih, ki bojo šli pač, ne vem, neko poklicno mehaniko, elektrošole, in jih pač absolutno ne zanima, kaj vam jaz zapovedati o evoluciji človeka. Tako da je treba potem tudi malo ta diferenciacija pa to, da pač tistim, ki jih zanimajo, jim res probaš dati tisto, kar jim lahko daš, onim pa pač recimo malo čez prste pogledaš, pa rečeš, v redu je, važno, da ti veš neke osnove, seveda pa pol tudi kako motivirati učence je zdaj zelo, precej težko, zato tega, ker tudi fokusa nimajo, niso, veliko jih ni sposobnih 45 minut primerov sedeti in poslušati. Mislim, sej pač logično, da ure probamo narediti aktivne, z aktivnim poukom, čim bolj zanimive, čim bolj, da učenci sami delajo, ampak učenci tudi nočejo delati takih stvari. Tako da iz tega vidika je kar malo zahtevnejše, da si v bistvu narediš neke ure, ki večino časa motivirajo učence, ampak načeloma pa, vsaj kot govorim jaz za našo šolo, ki je majhna šola, kar pomeni, da je pač malo manj učencev, takih in drugačnih, da načeloma se da delati. Tako da tudi, če so kakšne mogoče težave na določenih področjih, so tudi večinoma starši taki, ki sodelujejo in želijo pomagati svojim otrokom. Včasih sicer mogoče na kakšen način, ki nam učiteljem ni zelo pri srcu, ampak načeloma so takšni, da želijo nekaj za svoje otroke narediti. Otroci pa mogoče v tem trenutku ne razumejo, da jim mi pač hočemo nekaj dati, kar jim bo prišlo prav za naprej, ampak v veliki večini so pa pač v redu in sodelujejo tako, kot morajo. Tako se ves čas je prisotno povsod, treba pokazati, kako se zdaj to znanje, ki bo zdaj bo nekje v prihodnosti obrestovalo oziroma kako bo lahko uporabili. A ste se že naprej odločila, recimo, si se ti že naprej odločila za osnovno šolo, pa ti za poučevanje v srednji šoli, je to se zgodilo slučajno, ali ste tako bila odločena že, jaz grem tja? Mislim, meni je bila odvedno, sem rekla, da jaz bi želela biti v osnovni šoli, že iz tega vidika, ker se pravim, jaz prihajam iz majhne osnovne šole in tudi mi je veliko bolj blizu, da sem v manjšem kolektivu, manjše število učencev, se mi zdi, da veliko boljše delujem in pač tudi to, da na majhni šoli mogoče nekateri se pritožujejo, ker mora zaradi tega učiti veliko stvari, ker jaz učim biologijo, kemijo, naravoslovje, pa še malo gospodinstvo sem pa tam, ampak glih to je meni fajn, zato ker pač ne delaš skozi enako, da imaš raznolike stvari, lahko si malo prilagajaš, lahko me rečeš, ok, danes smo pa s kemijo malo v zadnji, pa bomo delali kemijo namesto biologije, pa kakšne take stvari. In iz tega vidika je meni osnovna šola vedno bolj všeč, ker se mi je zdelo, da je bolj malo bolj dinamična, malo bolj zanimiva, malo bolj se da delati stvari, recimo kakšno pri naravoslovju terensko delo. Gremo ven, delamo stvari. In zaradi tega mi je bilo vedno bolj blizu kot pa srednja šola.
Ja, jaz pa na začetku študija nisem sploh, bi rekel, da razmišljal, kje bi učil. Ni mi to Igralo vloge. Ni mi to igralo vloge, ali pa da bi naprej vedel, jaz pa hočem gimnazij. Pa bi rekel, tekom študija, ko smo imeli kakšne takšne, tudi konec koncev prakso ali pa kakšne takšne dejavnosti pri določenih predmetih, sem pa začel razmišljati, da mogoče pa, ne vem, moj karakter pa na splošno delovanje bolj paše v gimnazijo, ne, zaradi tega, ker zelo hitro lahko kakšno stvar miškem preveč zakompliciram in recimo pri učencih bi to neko zmedo povzročila. Ker se mi zdi, da tukaj je zelo pomemben tekom tega razvoja, tekom študija, da ti kot študent narediš v glavi nek preklop med učenjem pa poučevanjem. Se pravi, da ti dojemaš stvar, ki si se jo prej sam učil, zdaj moraš pa to podati naprej na tak način. In kdo je zdaj tvoja publika, ciljna publika in kako bojo oni to, kako bojo oni to sprejeli. In sem jaz videl, da pač na tak način, ko jaz dojemam poučevanje, bolj paše v gimnazijsko poučevanje. Tudi ko smo mi med sošolci bili, se zelo se pokaže, kdo je bolj za osnovno šolo, kdo je pa bolj za srednjo šolo, ker pač vsej to ni zdaj osebno ali pa kaj, ampak vidi, da nekateri zelo težko poenostavijo kakšne stvari in zaradi tega je pol mogoče res njihov stil poučevanja boljši za srednjo šolo, določeni pa res imajo tak dober stil in govora in podajanje informacij in nekih aktivnosti, ki jih oni izvajajo, da pač vidiš, da bo otroke to pritegnilo in da pač bi bilo res škoda, če ne bi oni učili v srednji šoli. In zato je to tudi plusa, potem takega dvopredmetnega študija, da je ta izbira, da se v bistvu izoblikuješ, pa potem tudi vidiš, kje nimaš toliko zaprte poti, čeprav bi mogoče kdo mislil, da pač učitelj je zelo zaprto, imate vseeno neke pa manjše, večje šole, pa tudi ne sam gimnazija, se so tudi srednje strokovne, kjer lahko poučujete. Če bi se mogla še enkrat odločiti, bi prišla še enkrat tam na pedagoško fakulteto, oziroma se lahko še prijeta na doktorata, pot ni nikoli zaprta. Jaz bi rekel, da absolutno ja. Zaradi tega, ker je bila izkušnja več kot pozitivna, se mi zdi. Da tudi te pripravi in na splošno odpre možnosti, kakor sam hočeš grabiti, toliko pa lahko dobiš. Jaz bi tudi rekla, da ja, čeprav mogoče bi probala še kakšne druge možnosti v tem naravoslovnem spektru, ampak se mi zdi, da to, kar je bilo tukaj na pedagoškem, je res, da je takšno lepo širino vseh stvari, da lahko in za učence povežem neke stvari, da jim povem pač kaj jim bo to koristilo, in zakaj se take stvari učimo, tako da se mi zdi, da mi je tudi zelo prav prišlo. Super. Mogoče za konec mi lahko zaupate kaj, kar zdaj veste, pa prej niste vedela, ko sta bila študenta, pa lahko jaz potem študentom svetujem za naprej, recimo kakšen nasvet bi dala tistim, ki se mogoče odločajo še, kaj bi študirali. Jaz bi mogoče rekla, da začetki so mogoče res težki, pa če nimaš nekega dobrega mentorja, ki bi ti povedal stvari, se boš res kar malo lovil. Sploh, mi na faksu delamo te učne priprave, pa dnevne, pa letne, pa tako, ampak noben ti pa pol ne pove za kakšne druge birokratske zadeve, recimo kakšni sestanki, pa ne vem, te zapisnike pisati, pa če ti učenec ponavlja razred, kakšen je ta proces, in take stvari, ali pa recimo prijava na neke projekte in pol, kak se v tem smislu dela. Tako da je fajn, da pač se čim bolj med študijem poskušajo oziroma da probajo čim več odnesti od tega, kar jim profesori dajo, tako je Blaž rekel, in neke delovne liste in učne priprave in to, zato ker pa bojo imeli veliko manj dela, ko pridajo sami tja, ker se bojo pač mogli naučiti še ogromno drugih stvari in zelo prav pride, če se take stvari naučiš in zapomniš na faksu in jih imaš pripravljene, da takrat, ko greš delat, se ne rabiš ukvarjati s tem. Tako da to bi jaz mogoče rekla. Jaz bi rekel to, da če veš, da bi rad poučeval, nekaj iz tega jaz bi absolutno priporočal, da izbereš dvopredmetni študij. Ker tudi recimo, če se tekom študija potem izkažeš, da mogoče ni to, boš to, da prej vidiš. In tudi, če greš na dvopredmetni študij, se pravi z mislijo, da boš profesor, si ne zapreš vrat. Ker tudi mi doma veliko kolegov, recimo, ki so pol študij nadaljevali čisto na drugih smereh. Po diplomi, recimo, ko ti diplomiraš, lahko greš, ker imaš res znanje z teh pa teh področij, greš lahko naprej na magisterij, recimo, ni treba.
ne, da greš samo zdaj poučevanje, hodi tudi na, ne vem, molekularno, funkcionalno biologijo in takšne stvari. Ne. Ni sploh. Ne. Zdaj kot na svet, recimo pa za bodoče mlade učitelje, recimo, sem se zdaj vmes spomnil, ne, da, kar sem jaz pri sebi videl, no, to, da če hočeš biti preveč všečen, zelo hitro lahko strokovnost trpi. Ne, tako da, ko prideš z neko idejo, kako bi ti neki vodo, stopen korak nazaj, najprej pa, da mičkeno opazuješ. Takšna stvar. Vse, kar sta povedala, bom zelo podprla. Res se mi zdi fajn, se mi zdi, da včasih pa ugotoviš, kaj je bilo fajn, da bi še kaj vprašal tekom študija za nazaj. Takrat, ko pa si v tej fazi, pa se ti zdi, ok, tole mi reče, to bo treba narediti, to naredimo, upravimo, ne? Ker te stvari, ko si omenjala, nekakve zapisnike, pa to je doskrat tako, ne? Se sproti potem naučiš, ko si na delovnem mestu in seveda tudi vsem se zdi, da sestanki jih imamo mi, da jih imate vi, a ne študentov nekako posebej se na to ne opozarja, ker se ti zdi, da je to tako, ampak mogoče res, ne, to, če potem, koliko si sam ali pa ko ste na praksi, koliko še sami potem zastavljate tudi tam vprašanja učiteljem pa učiteljicam, kaj še vse poleg tega v razredu še vse delate. Sem mogoče pa še kaj pozabila vprašati? Jaz sem bila čisto, sem jo vse zaslišala. Po mojem smo kar obdelali. Ja. Tako. Jaz bi se vam lepo zahvalila, da ste bila moja gosta. Vedno se rada pogovarjam z tako zainteresiranimi, entuzijastičnimi učitelji, ki so pedagoški optimisti, tako kot jaz. Me veseli, da z veseljem opravljate svoje delo, kar se tudi vidi iz vsega tega, kar ste, kako in kaj ste danes povedala. Gledalce pa vabim vse tiste, ki se še morda odločate, ali bi ali ne bi prišli na pedagoško fakulteto. Kot ste slišali, je učitelj poklica zelo razgiban, raznolik in mi vas znamo na to zelo dobro pripraviti. Tako da hvala za gledanje.